Pozdravljeni na 12. redni seji občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Ugotavljam, da smo sklepčni, 14 prisotnih. Točka 2, pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje. Ima kdo kaj na zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 11. redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep? 4, 5, 6, 7. Soglasno. Hvala. Točka 3, pregled in potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 10. korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 4, obravnava in potrditev dnevnega reda. Ima kdo kaj na dnevni red? Pri dnevnem redu predlagam, kot je bilo zadnjič opozorjeno, pravilno, da bi združili skladno s 75. členom obravnave tam, kjer ne bo pripomb. Mislim, da gre za 3 točke, tako tudi ponavadi združimo, ampak je treba to napovedati že pri dnevnem redu. Če bo kdo proti pri posamični točki, pa bomo o tem seveda glasovali. Kdo je za predlagan dnevni red, naj to potrdi z dvigom roke. 4, 5, 6. Soglasno. Hvala. Točka 5, obravnava in potrditev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 26/3 v KO Spodnje Hoče. Prva obravnava, poročevalec, predstavnica podjetja Urbis. Izvolite. Pozdravljeni. Območja OPPN se nahaja jugozahodno od centralnega dela Hoč, južno od državne ceste Hoče-Pohorska vzpenjača. Dostopnost je omogočena s severovzhodne strani preko obstoječe Gozdne ulice, ki se razcepi v 2 ulici, Gozdna ulica in Gozdna ulica 105, poimenovana tudi nova dovozna cesta, ki je zdaj v bistvu Makedonska cesta. Načrtovane ureditve je v bistvu predvidena gradnja 15 enostanovanjskih stavb na lastnih parcelah s parkiranjem avtomobilov na lastni parceli, prav tako pa je načrtovana ureditev zunanjih površin s prometno dostopnostjo in vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Območje je trenutno v naravi nepozidano, poraščeno z gozdom. Po občinskem prostorskem načrtu leži v prostorski enoti SKS območja podeželskega naselja, ki so namenjena enodružinski stanovanjski gradnji, površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi v minimalnem obsegu. Oznaka je HO 26/3. Torej, kot sem že povedala, so načrtovane enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe. Etažnost je predvidena klet, pritličje, prvo nadstropje in mansarda. Lahko je tudi nižjih etažnosti. Na vsaki parceli torej so zagotovljena parkirna mesta, 2 parkirni mesti in še potem tudi parkirna mesta za obiskovalce. V primeru obiska možna je postavitev tudi nadstrešnice ali garaže. Garažo je možno umestiti tudi v stanovanjsko stavbo. Vse smeri na tlorisih dostopov in dovozov so prikazane načelno. Vse se v bistvu določi projektni dokumentaciji natančno. V času javne razgrnitve na prostorski akt ni bilo podane nobene pripombe. Pripravil se je tudi predlog in se posredoval nosilcem urejanja prostora. Upoštevani so bili vsi prostorski pogoji, ki so bili zahtevani in izdelane so bile vse strokovne podlage. To je to na kratko. Če ima kdo kakšno vprašanje, sem na voljo. Hvala. Zadevo je obravnaval Odbor za okolje in prostor. Pozdravljeni.
Člani odbora za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 26/3 v KO Spodnje Hoče, prva obravnava. Hvala. Statutarno pravno komisija, izvolite. Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razprave, zdaj, če nihče nima proti, bi skladno s 75. členom združili prvo in drugo obravnavo. Se kdo s tem ne strinja? Torej dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 26/3 v KO Spodnje Hoče v prvi in drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 4, 6, 14. Soglasno, hvala. Točka 6. Obravnava in potrditev sistemizacije delovnih mest za nadstandardni program Osnovne šole Dušana Flisa Hoče za šolsko leto 2024-2025. Poročevalec, predstavnica Osnovne šole Dušana Flisa Hoče. Izvolite. Tako, lepo vas pozdravljam. V šoli že nekaj časa potekajo aktivnosti v zvezi z načrtovanjem naslednjega šolskega leta. Tako smo tudi otrokom razdelili vprašalnik in smo jih povprašali, kdo želi obiskovati ure nadstandardnega programa nemščine in pa računalništva. In na osnovi analize teh vprašalnikov predlagamo in nas hkrati tudi prosimo, da nam omogočite, da v naslednjem šolskem letu izvajamo enako število ur nadstandardnega programa nemščine in računalništva, kot nam omogočate v tem šolskem letu. To je 14 ur nemščine in pa 9 ur računalništva. Ker imamo v naslednjem šolskem letu predvideno vsaj približno enako število otrok v šoli, tudi predlagamo, da nam omogočite enako število zaposlenih v kuhinji, kot nam omogočate v tem šolskem letu. To so 4 kuharice, 1 kuharski pomočnik in 25% zaposlitve vodja prehrane. Hvala. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti je bil nesklep? Aha, okej. Deseta redna seja odbora za negospodarske dejavnosti je zaradi nesklepčnosti odpadla. Točke dnevnega reda niso bile obravnavane. Hvala. Odpiram razpravo. Občina je do zdaj že vse odskozi, ko sem jaz župan, torej sofinancirala za vse otroke nemščino, tečaj, pouk računalništva in tako kot je gospa podravnateljica, gospa Vantur povedala, zaposlene v kuhinji, da imajo otroci v obeh šolah oziroma starši nižji strošek kosil. Tako da, če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni program Osnovne šole Dušana Flisa Hoče za šolsko leto 2024-2025. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 7. Obravnava in potrditev sklepa o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javnem vzgojnem, izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, predšolska vzgoja. Poročevalec, gospa Trpin, izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sem Marija Trpin iz vrtca Hoče. Mi smo tudi v letošnjem letu oblikovali sistemizacijo po pravilniku o normativih za upravljanje dejavnosti v predšolski vzgoji. Vsa delovna mesta v našem vrtcu oziroma v obeh vrtcih Hoče in pa Rogoza se nanašajo glede na število oddelkov in pa število otrok v naših vrtcih. Sistemizacija je identična v vseh točkah lanskemu letu, saj se število otrok in pa število oddelkov ni spremenilo. Sprememba je edino v število otrok glede na odločbe multidisciplinarnih zapisnikov, na kar so vezani naši kuharji. To je nekje 12 otrok, ki prineša naš znižan normativ. Zato je prišlo pri izračunu pri
izračunu kuharja 0,07 delovnega mesta manj. Zato vas ljudno prosim, če lahko potrdite tudi tisto našo prejšnje število kuharjev, ki je bilo 6,50. To je razlika 0,07, saj so vsi zaposleni za nedoločen čas in naslednje leto, ko ta multidisciplinarni zapisniki nehajo veljati zaradi tega, ker gredo ti otroci vsi v šolo, otroci, ki znižujejo normative, se bo število otrok zopet dalo nazaj na polno število oddelkov republiškega normativa plus 2 občinskega. Zaenkrat imamo vrtec za jesen dokaj poln, s tem, da bomo napolnili čisto do konca nekje še v oktobru, da lahko sprejmemo še tiste otroke, ki so rojeni po septembru. To je vse. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, vrtec Hoče in vrtec Rogoza. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno. Točka 8. Obravnava in potrditev sistemizacije delovnih mest za nadstandardni program Osnovne šole Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru za šolsko leto 2024-2025. Poročevalec gospod Gosak. Spoštovani, lepo pozdravljeni tudi iz Slivnice. Enako kot v Hočah, tudi smo mi seveda v pripravah na naslednje šolsko leto zbrali prijave za fakultativni pouk nemščine in računalništva, tako da se vam tudi mi zahvaljujemo za dolgoletno financiranje teh dveh programov in vas prosimo tudi vnaprej sistemizacijo oziroma financiranje učitelja za izvajanje fakultativnega pouka nemščine in računalništva v enakem deležu kot v lanskem letu, saj število otrok ostaja približno enako. To pomeni skupaj 6 ur za nemščino in 7 ur za fakultativni pouk računalništva. Poleg tega pa enako število kuharskih pomočnikov oziroma kuharjev, kot je bilo v lanskem letu, saj tudi število kosil ostaja nekje na enaki ravni. To je 1 kuhar in 2,4 kuharska pomočnika. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni program Osnovne šole Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru za šolsko leto 2024-2025. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno. Hvala. Točka 9. Obravnava in potrditev sklepa o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javnem vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru. Predšolska vzgoja. Poročevalec isto ravnatelj. Torej, enako kot za šolo, potekajo priprave prav tako za vrtec. Tudi v naslednjem šolskem letu v vrtcu ni nobenih sprememb v številu zaposlenih. Tako gre samo za eno spremembo, in sicer pri poimenovanju delovnega mesta vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, prej je bil to vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, po izračunu gre za enak delež, tako da predlagamo in prosimo občinski svet, da potrdi predlagano sistemizacijo, ki je enaka lanske. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javnem vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, vrtec Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 4, 6. Soglasno. Hvala. Točka 10. Obravnava in potrditev sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica. Poročevalec, strokovna služba in predstavnika obeh zavodov. Poročal bo gospod Gosak tretjič. Izvolite.
V skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen v javnih vrtcih moramo zavodi pripraviti enkrat letno predlog cen in ga posredovati občini. Tako smo to naredili tudi letos. Najbolje je seveda to razvidno iz letnega poročila, kjer vidimo, kako smo poslovali v preteklem letu. Zdaj novi izračuni kažejo, da je treba nujno nekoliko zvišati cene tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju. Mogoče bi samo povedal nekaj glavnih razlogov za nujni dvig. To je z 1.6. so se dvignile plače vsem zaposlenim v javnem sektorju zaradi uskladitve z inflacijo. To verjetno vsi poznate, ta dogovor z vlado. Šlo je za 3,4% znižanje oziroma zvišanje. Prav tako se je za dobre 4% zvišala minimalna plača. Regres za letni dopust se je enako zvišal za dobre 4%. Potem pač mi računamo prav za vsako leto novo ekonomsko ceno in pomeni, da moramo vključiti vse elemente tistega leta. Zdaj pri nas recimo v Slivnici je tako, da je v prejšnjem letu, ko smo oblikovali ceno, sta 2 javna uslužbenca napredovala v nazive oziroma plačne razrede, v letošnjem letu se zgodi, da jih 11 napreduje, kar je seveda zelo velik vpliv na plače. Poleg tega imamo 2 odpravnine, ko jih v lanskem letu smo imeli recimo 1, smo načrtovali. Jubilejne nagrade so se zvišale za 10%, regres za prehrano za 12%, dvig premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 10%, plus seveda materialne stroške. Samo recimo, da povem, elektrika je bila v realizacija, glede na plan za 23-24 je bila za 60% višja, kot je bil plan za lansko leto. Tako da metodologija pa je taka, da oba zavoda izračunamo in potem predlagamo ceno, občina pa seveda potem na podlagi povprečja izračuna pač povprečje in predlaga potem neko srednjo vrednost. Tako potem en zavod dela vedno z nekim manjkom, en zavod z nekim plusom in na koncu to skušamo uravnati v primeru, da pride do minusa. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Ja, pozdravljeni, odbor za finance soglaša z predlaganim sklepom. Tudi mi smo na seji kar poglobljeno razpravljali v tem, bi rekel, dejstvo, da kako vplivajo recimo vse te napredovanja in tako naprej, in seveda bi bilo mogoče smiselno, da v nadaljevanju tudi kaj predlagamo glede tega, namreč ker za nas so verjetno pomembni predvsem programi, kvaliteta programov. Zdaj, če je kolektiv mlad, potem je seveda cena nižja, če je kolektiv starejši, potem je višja. V bistvu mogoče v tem smislu za naprej razmišljati, kako to mogoče skorigirati. Hvala. Hvala. Zdaj o tem lahko po moje poda kaj predstavnik zavoda, mislim pa, da ne bi šlo, da bi starejše učitelje sploh v najmočnejšem sindikatu v Sloveniji zamenjevali z mlajšimi, ampak ja, če bilo to, izvolite, gospod Breznik. Ni bilo mišljeno tako, da bi morali to zravnati, jaz samo hočem povedati primerjavo, da če je kolektiv mlad, potem je cena vrtca nižja, če je kolektiv starejši, izkušenih je višja, ta vpliv na ceno. Ja, vse podobno je v centru za pomoč na domu, če se spomnite, je pa zato ena uravnilovka, že par let, če se spomnite, imamo enotno ceno, pol pa če pride do presežka ponavadi v zavodu v Hočah, tudi zaradi ekonomije obsega, se pol je ta presežek, ki je bil nakazan občini, smo pol v enakem znesku v preteklosti nakazali zavodu v Slivnico. Res pa je, da cena se viša, moramo pa vedeti, da med 60 do 70% povišanja, ker občina tudi tistemu, ki ima maksimalne dohodke, plača 80%, občina plača pol 20%, sam plača 80% plus popust, vkolikor gre za naše občane, tako da to vpliva tudi na naš proračun. Pač vedno je tak, ne glede na
to, kdo je v vladi, se dogovori, finančne posledice pa pol nosijo lokalne skupnosti v celi Sloveniji, ne, ampak tak pač je, no. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o določitvi cen programa v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Je kdo proti? Ne. 13 za. En proti? Se opravičujem, en proti. Točka 11. Obravnava in potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Hoče - Slivnica za leto 2024, ker gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo izvaja podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje d.o.o. Poročevalec. Če lahko prosim predstavite za točko 11 in 12 skupaj. Mislim, prvo eno, pol drugo, lahko pa zdaj skupaj, ker se ena navezuje na drugo. Hvala za besedo. Sergej Danč z javnega holdinga Maribor. Torej, za Mariborski vodovod in za režijski obrat bi na kratko predstavil elaborata o oblikovanju cen obvezne občinske gospodarske javne službe vodooskrbe za leto 2024. Elaborata sta pripravljena na osnovi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ali krajše uredbe MEDO. Ta v 9. členu v 19 alinejah predpisuje obvezne sestavine elaborata. Za razliko od prejšnjih 2 let sta tokratna elaborata seznanitvene narave, zato jih na tem mestu podrobneje ne bi predstavljal, ker se z njimi v bistvu ne predlagajo spremembe cen, sem pa na voljo seveda za morebitna vprašanja. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor. Če lahko kar mnenje k 11 in k 12 točki, prosim. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Hoče - Slivnica za leto 2024, kjer je GS oskrba s pitno vodo izvaja podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje d.o.o. Torej, drugi člen, člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Hoče - Slivnica za leto 2024, kjer GS oskrba s pitno vodo izvaja režijski obrat občine Hoče - Slivnica, ter da sprejme sklep določitve cen za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, kjer oskrbo upravlja režijski obrat občine Hoče - Slivnica. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance soglaša z obema predlogoma sklepov, tako po točko 12 in 13. Hvala. Odpiram razpravo. Torej, cena ostaja ista, ker ni višja kot 10%, ne, gospod Danč. Torej, pri točki 11 predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Hoče - Slivnica za leto 2023, kjer GS oskrba s pitno vodo izvaja podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje d.o.o. Kdo je za? Prosim? Kdo je za, naj potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. In pri točki 12 je sklep številka 1. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Hoče - Slivnica za leto 2024, kjer GS oskrbo s pitno vodo izvaja režijski obrat občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Še drugi sklep pri točki 12.
Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o določitvi cen za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ker oskrbo s pitno vodo opravlja režijski obrat občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Mogoče za informacijo, v proračunu je rezervirano, tako kot vsako leto, cirka 90 000 evrov za subvencijo, torej ker opravlja službo režijski obrat, tako da je cena vode polenotna, ker je lastnik omrežja občina Hoče - Slivnica. Točka 13. Obravnava in potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024 za občine: Mestna občina Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica. Poročevalec, predstavnica podjetja, javnega podjetja Snaga d.o.o. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi z moje strani. Tudi ta elaborat je pripravljen v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen. V njem so predstavljeni količinski in stroškovni podatki za preteklo obračunsko obdobje, to je za leto 2023, katerih osnova je revidiran poslovni izid za leto 2023, in pa količinski in stroškovni podatki za leto 2024, ki so oblikovani na osnovi potrjenega plana za leto 2024. Zdaj, sami obračunski stroški v letu 2023 so bili za slaba 2% nižji, kot so bili predračunski, se pravi planirani za to leto. To pa predvsem iz naslova prihodkov, ki znižujejo stroške. Snaga je namreč v lanskem letu prejela subvencijo za pomoč zaradi dviga cen energentov. Tega je bilo nekje okrog 150 000, se pravi, večji del je potem odpade tudi na gospodarsko javno službo, tako da to je vplivalo na nekoliko nižje obračunske stroške in pa nekoliko boljši rezultat posebne storitve, se pravi, to je sortiranje mešane komunalne embalaže na sortirnici, kot je bilo predvideno. Predračunski stroški za leto 2024 pa so za 8,4% višji, kot so bili v obračunski v preteklem letu. To pa je predvsem iz naslova višjih stroškov vzdrževanja zaradi zastarelosti voznega parka. Vozni park še vedno zastarel, čeravno se vsako leto nekaj vozil na novo nabavi, tako da potem tudi nekoliko višja amortizacija iz tega naslova in pa tudi višji stroški dela v skladu z potrjenim planom zaposlitev, to pa predvsem v gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predvideni so nižji prihodki z naslova, ki se znižujejo stroške, to pa zaradi tega, ker v letu 2024 Snaga več te subvencije ne bo prejemala tako, kot je prejela lansko leto. Zdaj, iz samega elaborata je razvidno, da cena evrov na kilogram ne presega 10% od trenutno veljavne oziroma potrjene cene, tako da te cene ostanejo nespremenjene. Tako kot vsako leto, pa je tudi letos se prilagodilo sodilo oziroma pretvornik, to je ta drugi kalkulativni element, s katerim zračunamo ceno, ki jo na koncu plača uporabnik. Na to sodilo vpliva tako zbrana količina odpadkov, kot tudi obračunski volumen spraznenih posod v tem letu. Zdaj, sam vpliv tega sodila pa je takšen, da je končna cena, ki jo plača uporabnik za 120-litrsko posodo za mešane komunalne odpadke pri 3-tedenskem odvozu, ki je tudi najpogostejša posoda, uporabnik bo sedaj plačal 1 cent več, medtem ko pa za 120-litrsko posodo za biološke posode pa 1 cent manj, kar pomeni, da tisti uporabniki, ki imajo obe posodi, v bistvu strošek ostane nespremenjen. Tako da toliko na kratko, če še kako vprašanje. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi elaborat o oblikovanju cen storitve izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z komunalnimi odpadki za leto 2024 za občine Mestna občina Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Miklavž in Hoče - Slivnica, ter drugi sklep, da potrdi predlagani izračun predračunske lastne cene in preračun porazdelitve količin posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance soglaša z predlaganima sklepoma. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep številka 1. Občinski svet občine Hoče - Slivnica oziroma oba sklepa skupaj, ker se en nanaša na drugega. Torej, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev, izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe, ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024 za občine: Mestna občina Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica. In drug del sklepa: potrjuje predlog izračuna predračunske lastne cene in preračun porazdelitve količin posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Kdo je za ta sklepa, naj to potrdi z dvigom roke. Vsi za. Hvala. Točka 14. Obravnava in potrditev načrta razvojnih programov gasilstva občine Hoče - Slivnica za obdobje 2021-2030, revizija junij 2024. Poročevalec poveljnik gasilskega poveljstva občine Hoče - Slivnica, gospod Boštjan Frangeš. Izvolite. Lepo pozdravljeni, sem Boštjan Frangeš, tisti, ki me ne poznate, vodim naše občinsko poveljstvo. Najprej samo malo za oris. Kot veste, smo minuli vikend imeli kar nekaj intervencij na naši občini. Posredovali smo 224 krat, od tega smo imeli 263 gasilcev na terenu. Skupaj je sodelovalo 22 enot, skupaj z civilno zaščito in 19 gasilskih društev iz Gasilske zveze Maribor. Sodelovalo je 56 vozil, gasilskih 7 vozil civilne zaščite, od tega so bili tudi iz Ljubljane, iz Murske Sobote, 2 privatnika, Lepe in Kipertrans, 3 gostilne pa so nam zagotavljale prehrano. Skupaj je bilo 282 ljudi na terenu. Samo za oris, drugače imamo na leto 60 do 70 intervencij. Se pravi, da smo v 3 dneh naredili nekaj letno normo. Seveda se v našem poveljstvu redno izobražujemo, imamo redne vaje in smo dobro usposobljeni. Poznani smo daleč navzven kot dobri gasilci. V Bohovi imamo poligon zraven gasilskega doma, takšen podoben poligon je še samo na Igu. Da vse teče namazano, kot namazano seveda potrebujemo sredstva. Radi bi bili seveda boljši. Lanska neurja julija leta 2023, poplave v avgustu na Koroškem in drugod ter požar na Krasu leta 2022 so pa nam pokazali, da rabimo tudi drugačno opremo. Včasih nismo imeli lahkih delovnih oblek, sedaj jih potrebujemo. Potrebujemo recimo trodelne gasilske lestve, Hotinja vas še vedno nima. Takrat, ko smo pripravljali načrt razvojnih programov, ki ste ga dobili za obdobje 2021 do 2030, smo predvideli normalno financiranje cirka 76 tisoč evrov na leto, da lahko zagotavljamo našo nemoteno nabavo vozil, osnovnih, samo velikih, ter ostalo opremo. Čas v teh 4 letih je pokazal, da potrebujemo tudi drugačno opremo, kot sem dejal. Največji razlog za novelacijo NRP-ja pa je zaradi podražitev. Namreč, ko smo pripravljali program jeseni 2020, smo vključili, da je cena vozila 280 tisoč evrov oziroma slabih 300 tisoč evrov. Cena vozila, ki ga sedaj nabavlja Hotinja vas, ki je prva na vrsti, se pravi drugo leto, je kar 380 tisoč evrov. S tem, da je celo država prišla naproti in je letos na gasilska vozila in določeno opremo 5% davek. Skratka, če mi želimo, da bomo tako dobri gasilci, kot smo, da imamo opremo, ki jo potrebujemo, da dobi drugo leto Hotinja vas vozilo, ki ga potrebuje, ki bo staro 25 let, leta 29 Bohova ter leta 34 Hoče, potrebujemo novelacijo programa, ki ste ga dobili, in sicer, da pridemo na znesek cirka 110 tisoč evrov, slabih 110 tisoč evrov. Občinski svet naprošam, da nam to potrdi, ter vas pozdravljam, tako kot mi pozdravljamo, na pomoč. Hvala za kratko predstavitev. Tukaj bi še jaz dodal, kljub tem sredstvom pomeni pri osnovnem vozilu, ki ga vsak PGD potrebuje, GVC, torej gasilsko vozilo cisterna, ali ima zdaj novo ime?
GVC1, ok, to pač spreminjajo imena, pa sam nisem gasilec, še slabše poznam. Je razdeljeno, da 70% sredstev za GVC zagotovi občinski proračun, 30% pa si tukaj vseeno PGD pridobijo z gasilskimi stražami, z veselicami, z srečelovi in seveda vsako leto decembra s koledarji. Tako da skozi ta program zagotavljamo 70% sredstev za osnovno gasilsko vozilo, to je GVC, zaščitne obleke za požar, to je cena 1500 navzgor, čelade in vse ostalo, kar služi zraven, pa da je skladno s predpisi, torej te obleke tudi, če ni izdelana, po 10 letih se mora zamenjati, da je skladna z zakonskimi normami v Republiki Sloveniji. Doskrat pa pri teh mnogih intervencijah se tudi kakšna oprema poškoduje in predlagam, da to danes potrdimo, zadeva pa je vključena tudi že v rebalans proračuna. Delež sofinanciranja je v tej novi novelaciji malo spremenjen, namreč zaradi donacije Magne, ki je takrat dobilo Hoče in Hotinja vas, zaradi podražitev, ki se še bodo zgodile, smo predvideli v tej novelaciji 20% delež PGD-ja in 18% delež občine. Namreč izhajamo iz tega, če bo društvo moglo čez 4 leta, recimo Hotinja vas imamo rešeno, če ne z letošnjim NRP-jem, vsaj z drugim, z letom 25, se bo Hoče in Bohova še malo odrekla. Potem bo konkretna razlika, če bomo mi mogli dati 150 000 evrov ali pa 100 000 evrov. Bomo zelo težko zagotavljali. Hvala za popravek. Drži, takrat, ko je stalo 280 000, je bila ideja pač, da gasilci slabih 100 000 zagotovijo sami. Tak je bil tudi ta predlog narejen strani vseh 3 PGD-ov, ki so takrat sodelovala pri prvem načrtu razvojnih programov, so zdaj skupaj naredili novelacijo. Odpiram razpravo, ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi načrt razvojnih programov gasilstva občine Hoče Slivnica za obdobje 2021-2030, revizija junij 2024. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 15. Obravnava in potrditev razlastitvenega elaborata za pridobitev služnostne pravice za izgrajen vodovodni cevovod v javno korist. Poročevalec, gospa Barbara Škrlec Cvetko, izvolite. Lep pozdrav. Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2018 izdal inšpekcijsko odločbo, na podlagi katere je občina prevzela v upravljanje vodovodni sistem Železničar na Hočkem Pohorju. Takoj po prevzemu vodovodnega sistema v upravljanje smo bili seznanjeni, da je vodooskrba v objektu na Hočkem Pohorju 37, gre za bivši apart hotel, motena oziroma v lastniških apartmajih sploh ni bilo vode. Zaradi hitrega ukrepanja je bilo potrebno nujno dograditi vodovodni cevovod po drugi trasi, da se je zagotovila pitna voda za celotni objekt. Tako je Mariborski vodovod, ki je izvajalec gospodarske javne službe s pitno vodo, izgradil manjkajoči del vodovodnega cevovoda med povezovalnim sistemom Areh in objektom Hočko Pohorje 37. Vodovodni cevovod, ki je bil zgrajen za potrebe rešitve nastale situacije, poteka delno tudi čez parcelo 392/1, kao Hočko Pohorje, ki gre za gozdno zemljišče in je delno v solastništvu Republike Slovenije. Solastnik parcele, preko katere poteka ta del vodovodnega cevovoda, nasprotuje podelitvi služnosti oziroma ureditvi medsebojnih razmerij, ki so nujno potrebne za izvajanje gospodarske javne službe. V primeru, da bi vodovodni cevovod odstranili, kot to želi lastnik, bi celotni objekt skupaj z vsemi apartmaji ostal brez pitne vode.
Pooblaščencu solastnika smo posredovali pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice, kjer smo določili ustrezno odškodnino glede na uradno cenitev nepremičnine in mu tudi postavili rok, dokdaj bi naj vrnil podpisano dokumentacijo, vkolikor bi se s predlagano ponudbo strinjal. Ker nismo dobili nobenega odgovora in ker gre za zgrajeno javno infrastrukturo v javno korist, se predlaga uvedba razlastitvenega postopka, zato je potrebna potrditev razlastitvenega elaborata in sklepa o ugotovitvi javne koriste. Hvala. Hvala. Mogoče tukaj lastnik, ki živi v Franciji, se na naša pisanja ni odzval. Njegov zastopnik, ki ima svoj način delovanja, torej ne govori tukaj o služnosti, ki seveda ocenil sodno za prisežen cenilec, ampak želi, da se cevovod odstrani in da ljudje, ki imajo tam te apartmaje, ostanejo brez vode. Zato smo predlagali ta postopek, torej ljudje začasno imajo vodo. Zastopnik lastnika pa ne toži torej na odškodnino, ampak toži, da bi se ta cevovod odstranil, ki teče, kot vidite, sredi gozda. Zadevo je obravnaval Odbor za okolje in prostor. Izvolite. Člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi vsebino razlastitvenega elaborata za pridobitev služnostne pravice za izgradnjo vodovodnih cevovodov v javno korist. In pa drugi sklep, člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi in ustanovitvi nujne služnosti v javno korist za izgradnjo vodovodni cevovod na nepremičninski parceli številka 392/1 KO 699 Hočko - Pohorje. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Jaz oziroma to, da so bila izčrpana vsa druga sredstva, prijaznejša, bi rekel, seveda Odbor za finance soglaša z predlaganima sklepoma. Hvala. Mogoče še tukaj samo dodam, da razlastitev ne pomeni, da se nekomu nekaj vzame in da ne dobi nič v zameno. Seveda sodišče določi cenilca, ki oceni, koliko je služnost vredna, in razlastitveni tistega, ki se razlašča, seveda dobi to vrednost plačano. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep številka 1. Občinski svet potrdi vsebino razlastitvenega elaborata za pridobitev služnostne pravice za izgrajen vodovodni cevovod v javno korist. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. 13 za. Je kdo proti? Nihče. 13 za. In sklep številka 2. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi in ustanovitvi nujne služnosti v javno korist za izgrajen vodovodni cevovod na nepremičnini parcelna številka 392/1 KO 699 Hočko - Pohorje. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 13 za. Je kdo proti? Hvala. Točka 16. Obravnava in potrditev pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Hoče - Slivnica. Prva obravnava. Poročevalec, gospa Metka Oberajt, izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zaradi sprejetja nove uredbe Evropske komisije o dodeljevanju pomoči de minimis je potrebno sedaj veljavni pravilnik uskladiti z novo zakonodajo, kar je osnova za pripravo javnega razpisa o dodelitvi sredstev subvencij za samozaposlitev. Po pripravi osnutka pravilnika smo morali pridobiti še pozitivno mnenje strani Ministrstva za finance, ki je potrdilo osnutek pravilnika, in tako smo v skladu s pridobljenim mnenjem spremenili v 2. in 30. členu pravilnika in dodali to spremembo evropske uredbo, po kateri se dodeljujejo pomoči. Tako da na podlagi tega predlagamo občinskemu svetu, da sprejme pravilnik v prvi obravnavi. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem. Izvolite.
Pozdravljeni. Člani odbora za gospodarske dejavnosti in turizem predlagajo občinskemu svetu, da potrdi pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Hoče - Slivnica v prvi obravnavi. Hvala. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi pravilnik o dodeljevanju sredstev. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razprave. Tudi tukaj predlagam, da s 75. členom poslovnika združimo obe obravnavi, da bomo lahko čim prej objavili razpis. Je kdo proti temu? Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Hoče - Slivnica v prvi in drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 17. Obravnava in potrditev prvega rebalansa proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Poročevalec gospa Janja Zorman, izvolite. Pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, predlagan je prvi rebalans proračuna za leto 2024. Zdaj, glavni razlogi za to, da smo pristopili k pripravi rebalansa, je dejansko to, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo. In dejansko na ta razpis bi želeli prijaviti projekt Športni park Rogoza, ureditev umetne trave. In eden izmed pogojev za uspešno sodelovanje na tem razpisu je dejansko to, da je tudi projekt vključen v proračunni načrt razvojnih programov. Prav tako predlagamo na več projektih, kjer se je na podlagi pridobljenih ponudb izkazalo, da je potrebno zagotoviti za investicije dodatna sredstva. Dejansko tam predlagamo povišanje, da bomo lahko k izvedbi načrtovanih investicij pristopili. Usklajujemo tudi stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2023 po stanju po zaključnem računu in dejansko usklajujemo tudi prihodke, kjer že do sedaj znana realizacija izkazuje, da bo do konca leta višja realizacija od načrtovanih sredstev v proračunu. Posledično smo lahko prvotno načrtovano zadolževanje v letu 2024 umaknili iz predloga proračuna, torej se v letu 2024 občina ne bo dodatno zadolževala, kot je bilo prvotno predvideno. Zdaj pri predlogu proračuna bi predlagali samo eno dopolnitev pri proračunski postavki 04230000 in dejansko postavka se je do zdaj imenovala Ribiški las, glede na DIP in pa investicijsko dokumentacijo pa bi ta naziv želeli uskladiti in bi se dopisalo še ureditev Hotinskega ribnika. Torej vsebinsko in pa finančno se ne spreminja, spreminja se samo naziv postavke. So pa podrobneje obravnavali gradivo tudi odbori. Hvala. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti ga ni bilo. Odbor za finance, izvolite. Ja, odbor za finance soglaša z predlaganim sklepom. Seveda tudi mi smo razpravljali predvsem o teh vzrokih in predvsem iz razloga, da je to zelo pomembno za pridobitev teh sredstev, smo se tako tudi odločili. Zdaj, seveda v primeru pa, da ne bi bili uspešni na tem natečaju, o katerem govorimo, potem seveda črpanje teh sredstev ni mogoče. Ja, hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem, izvolite. Člani odbora za gospodarske dejavnosti in turizem predlaga občinskemu svetu, da potrdi prvi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite.
Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi prvi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Hvala. Statutarno-pravna komisija, izvolite. Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi prvi rebalans proračuna občine Slivnica za leto 2024. Hvala. Torej, rebalans proračuna se potrjuje skladno s 85., 81. in 82. členom poslovnika, in sicer prvo se glasuje o amandmajih, glasuje se po amandmajih po vrsti, kot so prispeli. Zdaj amandmaje imate vsi na mizi. Bi kdo, Darko, Andreja, želi kdo kaj še dopolniti? Ok, potem skladno s 4. členom 82. člena poslovnika glasujemo prvo o amandmaju številka 1, ki ga imate pred sabo, torej da se dodajo sredstva za asfaltiranje pešpoti Polanska cesta do doma starostnikov, torej od Rondoja. Kdo je za amandma številka 1, naj to potrdi z dvigom roke. 4, 5, 6. Soglasno, hvala. Amandma seveda skladno s 3. členom sem dolžen preveriti, ali je proračun potem usklajen, in vsi amandmaji so zastavljeni, tako da je amandma številka 2. Kdo je za amandma številka 2, naj to potrdi z dvigom roke, torej da se povečajo sredstva za športni park Slivnica. 4, 5, 6. Soglasno. In amandma številka 3. Ta pa se nanaša, da se poveča ta sklad glede na ujme. Tu mogoče prišlo je med vikendom že prej do enega plaza med Ledino in Hočko kočo, zdaj pa je prišlo do sesutja enega zidu v Rečki grabi, do enega plaza na lokaciji Lenart Visočnik, do plaza še je prišlo oziroma zdrsa ceste, no, vse so zdrsi, plaz ni nič od tega, zdrs ceste in zemljine v Čreti, na koncu Polanske ceste, sesul se del kamnite zložbe na poti k Lenartu, torej pri Preglu, ne vem, kako bi drugače to imenoval. In z geomehanikom smo v soboto bila na lokacijah, smo dogovorili rešitve, in če naredimo to, torej kot intervencijska dela, moramo povečati to, ker 20 000 evrov ne bo dovolj za izvedbo vseh teh del. Tako da mogoče še moje pojasnilo k Andrejenemu amandmaju. Kdo je za amandma številka 3, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Torej, skladno s 4. točko se prvo glasuje o amandmajih, na koncu se pa usklajuje o rebalansu, tako da predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi prvi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku, skladno z sprejetimi amandmaji, in občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 18. Obravnava in potrditev pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hoče - Slivnica, prva obravnava. Poročevalec, gospod Stanko Rafolt, izvolite. Dober dan, hvala za besedo. Torej, pred vami je predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hoče - Slivnica. Pretekli teden smo strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobili soglasje k predlogu tega pravilnika. To je tudi razlog, da ste ga v obravnavo prejeli kasneje, kot je sicer običajno.
Pravilnik smo tudi predhodno uskladili in dobili pozitivno mnenje strani Ministrstva za finance. Dejansko glede na sedaj veljavni pravilnik ne gre za bistvene vsebinske spremembe, ampak gre seveda za uskladitev tega pravilnika z novimi uredbami Evropske unije, ki so bile med tem časom sprejete in se nanašajo na pomoči de minimis in pa državne pomoči, katere po tem pravilniku dodeljujemo. Predlagam, da ta pravilnik sprejmete ter s tem omogočite, da objavimo razpis in lahko ta sredstva, ki jih imamo v proračunu, tudi za ta namen, za kateri so namenjena, porabimo. Že zdaj smo pač žal zaradi usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo izgubili pol leta, ki je za investicije na kmetijstvu kar dolga doba. Tada res predlagam, da to potrdimo, pa da lahko res zadeva naprej. Hvala pa. Hvala. Tudi tukaj odpiram razpravo prvo. Ni razpravljalcev, tudi tukaj predlagam skladno s 75. členom, da združimo obravnavi, da lahko gre razpis čim prej ven. In predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hoče - Slivnica v prvi in drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 19. Obravnava in potrditev sklepa o ugotovitvi javne koristi za večnamenski objekt KS Reka Pohorje. Ja, najprej lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj na občini pripravljamo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za večnamenski objekt v KS Reka Pohorje. Pri pripravi dokumentacije smo ugotovili, da potrebujemo služnostno pravico od Direkcije za infrastrukturo. Zdaj pa, da lahko pridobimo brezplačno služnostno pravico, je potrebno ugotoviti javno korist oziroma, da gre izgradnja tega večnamenskega objekta, da je v javnem interesu in ko bo občinski svet potrdil to, da je izgradnja v javnem interesu, imamo tako možnost pridobiti brezplačno služnost. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o ugotovitvi javne koristi za večnamenski objekt KS Reka Pohorje. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 20. Obravnava in potrditev DIP Ribiški las Podravje, ureditev Hotinskega ribnika. Poročevalec, gospa Metka Meglič, izvolite. Ja, zdaj v preteklosti smo že obveščali, da želimo z ureditvijo Hotinskega ribnika se prijavljati na javni razpis, in sicer las ribištvo. Zdaj seveda za uspešno kandidiranje rabimo ta DIP, ki smo ga pripravili, in dejansko to je tudi podlaga k prijavi. Zdaj investicija je ocenjena na 186.457,37 evra brez DDV-ja. Zdaj seveda mi iz tega naslova pričakujemo sofinanciranje v višini 150.000 evrov. To je tudi skladno z sprejetim rebalansom. Zdaj tako je že predhodno kolegica tudi povedala, smo uskladili v rebalansu tudi ime, tako da bomo res imeli pogoje, da lahko konec meseca oddamo prijavo. Zdaj seveda uredili bomo ribnik, tako da bomo okrog ribnika brežino urejali, in sicer z gabijoni, potem postavljen bo tudi pomol, obnovljeno bo drstišče in pa dejansko promovirali bomo tudi to akvakulturo in pa tudi pomembnost prehrambenosti rib. Hvala. Hvala. Mogoče to je zato tako pozno, ker smo res hiteli. Upamo, da bomo edini, ki se bomo prijavili v prvem roku, in računamo na maksimalni znesek, kot je bilo povedano, 150.000. Tukaj sodeluje še ena registrirana ribogojnica iz Vidma in obe osnovni šoli. Seveda šolama in ribogojnici pokrijemo neki manjši del stroškov, večina pa namenjena investiciji. Odpiram razpravo.
predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi DIP Ribiški las Podravje, ureditev Hotinskega ribnika. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 21, razno in investicije, poročevalec gospa Metka Meglič, izvolite. Zdaj med gradivom ste imeli tudi eno seznanitev, in sicer seznanitev, da je občina pristopila k pripravi celostne prometne strategije v občini Hoče - Slivnica. Zdaj mi smo uspešno kandidirali na razpisu za ta sofinancerska sredstva, seveda se pa zdaj tako od svetnikov kot tudi od širše javnosti pričakuje aktivno sodelovanje pri pripravi tega dokumenta, da bo dokument kar se da čim bolje pripravljen, in pa seveda, da mogoče glede na to, da ste svetniki, prihajate iz različnih krajev v občini, da opozorite na posamezne težave, ki se tičejo prometa, in tako skupaj z temi pripravljalci v dokumentu posebej opozorimo še na kakšne, bom rekla, težave. Zdaj, kaj se tiče investicij, izgradnja ceste v industrijski coni teče, v naslednjem tednu se pričakuje delno asfaltiranje te ceste in pa seveda potem nadaljevanje del na drugi strani ceste. Prav tako so izvedena dela že del Čopčeve ulice, izvesti je potrebno še samo plin in pa Telemach bo še izvajal svoja dela, tako da tudi potem tu se lahko pričakuje v kratkem asfaltiranje. Zdaj vodovod na Pohorju se izvaja, prva faza je v teku in vse v skladu s terminskim planom, tako da na spletni strani lahko tudi preverite potek terminskega plana. Zdaj, ko je bil potrjen tudi rebalans, bomo pričeli z izvajanjem investicije izgradnja pump-track steze tu v Hočah. Potem v prejšnjem mesecu smo uspešno otvorili ta tudi multimat, ki je postavljen pri pošti, in jaz mislim, da že tudi dobiva svojo dejansko funkcijo, in na tak način se tudi lahko naši lokalni podjetniki oziroma, bom rekla, kmetovalci dejansko ponudijo svoje produkte. Zdaj tudi po potrditvi tega rebalansa bomo imeli konec meseca uvedbo v delo za cesto Kop-Kapun. 17. v tem mesecu začnemo izvajati izgradnjo kanalizacije v Senčni poti. Potem pridobili smo tudi že gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v Pivoli. Potem končana je izgradnja črpališča v Rački ulici v naselju Radizelj. Tako kot sem vas že prej seznanila, bomo konec meseca prijavili ureditev Hotinskega ribnika na javni razpis. Tako da oddali smo tudi prijavo za ureditev umetne trave v športnem parku Rogoza. Čakamo na rezultate in seveda, če bodo potem bo izdal en pozitivni sklep, bomo tudi pristopili k izvedbi investicije. Tudi plaz na Pohorju pri Ruedlu je zaključen. Zaključena je tudi ureditev potoka v Rečki grabi. Zaključena je tudi javna razsvetljava v Ravni ulici, v Hotini vasi, v Vezni ulici in pa tudi na dveh lokacijah Rogoške. Imamo pa tudi postopek za izbor za ureditev ulice na Gmajno. To je zdaj na kratko, kaj se tiče investicij. Hvala. Hvala. Za predstavitev smo pri točki 22, pobude in vprašanja. Izvolite. Pozdravljeni z moje strani.
Jaz bi imel eno pobudo, pa en kup vprašanj, kako je sploh lahko prišlo do teh stvari. Namreč, občina Hoče - Slivnica je v preteklem obdobju s pomočjo evropskih sredstev dogradila kanalizacijsko omrežje na več odsekih po celotni občini. Za te odseke so že pridobljena uporabna dovoljenja, zato občani že lahko priključujejo svoje objekte na javno kanalizacijsko omrežje, kar je dejansko hvale vredno. Ampak v Kolmanovi ulici se nam dogaja, ker smo imeli staro kanalizacijsko omrežje, bilo je rečeno, vsi, ki so bili priključeni na staro kanalizacijsko omrežje, ne rabijo plačati tega komunalnega prispevka. Zdaj, ljudje so pričeli dobivati obvestila o plačilu tega komunalnega prispevka in ti zneski niso mali. Jaz sem danes dobil isto obvestilo, priključen sem na kanalizacijsko omrežje, že odkar obstaja ta kanalizacija, pa sem dobil obvestilo o nakazilu, da moram nakazati 1450 evrov. Zakaj? Nimam pojma. Dokazilo drugo, 47 evrov 39 plačanega Nigrada, kjer piše, da plačujem 17 kubikov vode, pa ostale dajatve, čiščenje blata in ne vem česa še vsega. Vsi ti, ki so dobili ta obvestila v Kolmanovi, gledano levo ali desno, so njihovi starši, mogoče tudi ti, kaj so starejši od mene, jaz sem bil takrat, ko se je začela ta kanalizacija delati, star 10 let, pa verjetno nisem mogel iti kopati, ampak vsi ti so bili udeleženi pri izvedbi te kanalizacije, plačali so v vrednosti 3000 mark v dinarjih računov. Po 50 letih verjetno nimajo. In zahtevati metka od njih račune, kaj so vse plačali, je žaljivo za te ljudi. Žaljivo za krajane, žaljivo za vsakega posameznika. Klical sem v Hotinjo vas. V Hotinji vasi je občina zgradila, mislim, da 9 let od tega, kaj so dole naredili kanalizacijo. Na Hotinski cesti 62 je človek bil priključen na staro kanalizacijo, zdaj je priključen na novo kanalizacijo, mislim, da na Prešernovo ali nekaj tak. Nihče mu ni poslal nobenega plačila, nobenega. Ja. Zdaj pa me zanima, ali smo mi krajani Radi Zela drugorazredni krajani Hotinje vasi, prvorazredni krajani Hoč, pa ne vem, kaj se je tu dogajalo. Ampak dejstvo je, da ste vi trdili, da oni kanalizacijskega sistema nimajo, ne? V gradbenem dovoljenju od ne vem, tu nove ulice, novega naselja, piše, fekalna kanalizacija PVC DN 160 bo potekala po novo izvedeni cesti parcelne številke 123/18 kao Radizel z priključitvijo na kanalizacijo
ki poteka po javni cesti, parcelna številka 404/4, kao Slivnica. Kako ste lahko njim kasirali, pa to je 11 bajt, 12 bajt, ste kasirali komunalni prispevek za neobstoječo tem ljudem, ki so pa gradili to kanalizacijo, pa ne priznate. Jaz sem tu zbral nekaj podpisov, pravzaprav tako je bilo rečeno, ne, prvo, zberi podpise, pa naj oni jamčijo, da so vlagali v to. Ljudje so zbrali podpise, ampak danes, ko je prišel človek z podpisi sem, ti podpisi, pa to nič več ni veljalo. Ljudem delate skrbi. To so starejši ljudje, pa če se jim bo kaj zgodilo, Metka, vi jih boste imeli na vesti, ne jaz, vi. Ker ko enemu pošleš komunalnega prispevka za 3400 evrov, potem pa ima človek 700 evrov plače, kako naj plača to? Pa mu lahko daš na 120 obrokov, pa ne more tega plačati. Pa niti ne rabi plačati. Zakaj? Ker je bil priklopljen na kanalizacijo. Ker lahko, zakaj zahtevate ne vem kakva dokazila, če pa imate račune od Nigrada. Se pravi, Nigrad je meni 15 let, mi je jemal 47 evrov za čiščenje, za ono, za tisto, zdaj pa naenkrat jaz več nisem priklopljen na to. Če bi bil priklopljen na čistilno napravo ali pa na bilo kaj drugega, bi plačal 5-6 evrov na mesec pogotovo, ne pa 47 evrov. Zdaj pa si ti računaj 15 let ali 14 let, koliko upravlja Nigrad z tem, koliko je to denarja. Upam, da boste to zadovoljivo rešili za naše krajane, ki so tudi naši občani, ki so marsikaj naredili za to občino. Ko se še ti verjetno rodila nisi, so oni že kopali. Tako da, dajte jih malo tudi vi spoštovati, pa jim ne pošiljati. Nebuloz. Zdaj uvodoma, da povem, da mi obračunamo komunalni prispevek v skladu z odlokom o odmeri komunalnega prispevka. To si ni izmislila Metka Meglič, ampak je sprejet odlok. Kaj se tiče krajanom, smo povedali, da bomo upoštevali vse, kaj nam bodo prinesli. Ampak dotični gospod nam je prinesel gradbeno dovoljenje, kjer ima greznico. Predvideno greznico. Prosili smo ga, naj prinese potrdila. Glejte, imamo tudi od drugih njegovih sosedov gradbeno dovoljenja in so nam prinesli dokazila soglasja krajevne skupnosti, da so lahko se priključili na ta sistem. Gospoda smo pozvali, da gre na pokrajinski arhiv, da pridobi, morebiti bomo pa to mi v njegovem imenu tudi naredili, da ugotovimo, ker mu je leta 90 bilo izdano uporabno dovoljenje, da ugotovimo, ali je v uporabnem dovoljenju imel greznico ali kanalizacijsko omrežje. To je zelo pomembno, zato ker to je potem, če je v leto 90, se pravi v uporabnem dovoljenju določeno, da ima kanalizacijo, mu tega obračunali ne bomo. V nasprotnem primeru pa pomeni, da tega prispevka ni poravnal. Nadalje, zakaj je gospod dobil 3500 evrov komunalnega prispevka? Gospod ima objekt v velikosti čez 500 kvadratnih metrov. Ni res.
Gospod ima dvostanovanjski objekt. Ne, laži. To ti lahko rečem, ker ni res. Samo, Darko, prosim, Darko, naj ja, pove do to je kraja, mi iz imamo uradne evidence. Pa pol se Iz da uradne evidence. Mi smo vsakemu pomagali, vsak, ki je prišel k nam Naj in pove do dejansko kraja, bomo vse tudi po skladno mailu z odlokom poslali. obračunavamo. Nič si ne zmišljujem jaz, nič si ne zmišljujejo sodelavke, ampak zadevo vsako konkretno vzamemo v roko. In če nekdo nima dokazil, mu pomagamo poiskati, ga tudi pravilno napotimo. Zato smo tudi ugotavljali, videli smo, da je leta 90 pridobival uporabno dovoljenje za delavnico. Potem, to, kaj sem rekla, na velikost komunalnega prispevka vpliva velikost zemljišča in bruto tlorisna površina objekta. In seveda, večji je objekt, večji je komunalni prispevek. Potem prijemali so sedaj samo obvestila, nobene odločitve. Obvestila, da nam priložijo dokazila, da so morebiti to poravnali. Glejte, ogromno imam dokazil, ki so jih prinesli. Ogromno imam tudi iz Hotinje vasi, imam tu vseeno vpogled, da so dejansko poravnali prispevke krajevni skupnosti. Za tega gospoda imam določeno, da ima greznico. Še enkrat ponavljam. In govori se, da je kanalizacija se gradila v letu 73 do 77. Zakaj v letu 84, ko je pridobival kanalizacijo, ni priključen na kanalizacijo? Ni v projektnih dokumentaciji to zajeto. Ni pošteno, da tudi nekateri plačujejo, drugi se bojo pa fejsbunili, pa rekli, zdaj si je pa Metka Meglič to nekaj zmisla, pa ne bojo rabili plačati. Mi dejansko vodimo upravni postopek, tako kot je v skladu z odlokom. In ko bojo prinesli dokazila, kakorkoli bomo mi to upoštevali. Še nekaj. Položnica pomeni zgolj to, kaj pomeni? Jaz lahko rečem, da lahko pomeni, da je nekdo tudi, glejte, v letih 2006 do 2014 je bila na tem območju celo prepoved priključevanja na kanalizacijo. Zato, ker se je to vse odvajalo v hotinske ponikovalnike. Nekdo se je morebiti tudi v tem obdobju nelegalno priključil. Ampak ne govorimo o teh letih 2006, govorimo o letih 77. Ampak Nigrad smo mi prevzeli leta 2009, smo podpisali koncesijsko pogodbo. Takrat se je začelo tudi potem obračunavati. Nigrad je šel na teren in je ugotavljal, kdo pa je res priključen na kanalizacijo, in to se je potem plačevalo odvajanje in čiščenje in delovanje centralne čistilne naprave. V Radizelu ste to začeli plačevati šele leta 2015. Točno tako. Plačevali ste samo okoljsko dajatev. Ne, samo okoljsko dajatev ste plačevali Nigradu in nič drugega. Predolgo sem že tu na občini, pa točno vem, kako so zadeve potekale. Me pa res žalosti, da me osebno, res osebno tu jemljete, zato ker svoje delo upravljam v skladu z odlokom. Še kakšna pobuda? Gospod Golob, potem gospod Golob je bil prej. Ali pa gospod Golob, kakorkoli, no, zmenite se vseeno. Jaz ne vem, ali je z občino nekaj narobe, ali je z Nigradom nekaj narobe, ali je, ne vem, s kom nekaj, ali je pa z mano nekaj narobe. Ker če jaz nekomu plačujem namesto 5 evrov, 47 evrov leta, ne vem kako dolgo že, kaj je potem lahko še dokazilo? Kaj? Da sem jaz idiot, ker plačujem nekomu, ki je prišel k meni takrat pa rekel,
vi ste priključeni na čistilno napravo, od danes naprej boste plačevali taki pa taki znesek. In danes ta položnica ne velja. Veljal bi pa račun izpred 50 let, ko bi se neki Franček ali pa Joža gor podpisala, češ Vrhovšek ali pa stari Vrhovšek je pa naredil 300 ur, pa dal 3000 evrov ali mark v protivrednosti dinarjev. Je to? Tebi ta Nigradova položnica ne velja kot pravnici. Samo, lahko še odgovorim jaz nekaj? Lahko. Samo, da povem, kaj pomeni plačevanje položnice Nigradu. To pomeni, da vi plačujete za storitev, ki jo opravlja Nigrad. To še ni tisti prispevek, katerega mi zdaj obračunavamo. To je sploh pravica, da ste lahko priključeni na kanalizacijsko omrežje. Zdaj imeli smo, tako sem že omenila, leta 2014 celo Hotinja vas, pa smo zadeve reševali individualno. Imam tu tudi vzorce, kaj so nam nosili iz Hotinje vasi ljudje. Tako da je treba razlikovati to, kaj se plačuje Nigradu, se plačuje za te storitve, ki jih on dejansko zdaj izvaja. Komunalni prispevek je pa pravica, da ste sploh priključeni na ta sistem. Hvala. Bo pa se gospodu, izvoli Darko, bo pa se gospodu temu pomagalo tudi poiskati uporabno dovoljenje, pa se bo tam videlo. Zdaj, ti praviš, Nigradu se plačuje pač kaj tak, ne? Ampak Nigrad obračunava omrežnina, odvajanje, OČN do Goše, okoljska dajatev, odstranjevanje blata. To plačujemo Nigradu. Kako pa naj to pride do čistilne naprave, či ne po stari kanalizaciji? Daj mi še to razloži. Ajde, da te čujem. Še enkrat, Nigradu se plačujejo storitve, ki se dejansko izvajajo. Mi danes ugotavljamo, kdo je sploh upravičeno priključen na sistem in kdo ne. Kdo je v letih, se pravi, poravnal prispevek, ki je bil, ker so mogli, tako ste že vsi omenili, opraviti določeno število ur in plačati prispevek. Oboje je bilo potrebno. In tako sem rekla, pridobivalo se je gradbeno leta 1984, kanalizacijsko omrežje je pa bilo zgrajeno. Bomo pa se do vsega pisno opredelili, še posebej. Še eno imam. Zdaj, po tej logiki, Metka, naslednjo položnico, kaj bom dobil? Bom dobil za plačilo vodovoda. Verjetno, zato ker ste zdaj položili nove cevi in boste rekli, lej, danes od Elektra bom dobil, ker so mi potegnili druge kable, plačilo novih kablov. Pa daj, no. Zdaj mi v odloku nimamo predvideno še, da ko se izboljša komunalna infrastruktura, zakon sicer dopušča, mi nimamo, ko se izboljša, da se ponovno zaračuna, razen to smo naredili v primeru, ko je prej sodelavka omenila, ko nam je inšpektorat naložil, da smo mogli prevzeti sistem železničar. Tam pa je v odloku za tisti del pa je predvideno, da so tam priključeni pol še dodatno dobili, glede na to, da vlagamo tam izdatna sredstva, pa 99% niso naši občani, ne? Se ukvarjajo tam s turizmom. Hotini vasi, date. V Hotini vasi nekateri so dobili, nekateri, ki... Ta človek je bil priključen na staro kanalizacijo, nobenega obvestila, nobenega nič, samo so ga priključili na novo cev. Evo, pa če ne verjame, ga pokliče. Zdaj dotičnega primera ne poznam, no. Še kaj dodala? Gospod Golob?
Jaz bi vprašanja postavljal. Stara cesta 63, 65, 67 v Hočah. Najprej jim je bilo obljubljena kanalizacija, potem pa so naenkrat izpadli iz tega. Zakaj? Dobite, če bi prej poslali, bi danes bili odgovori. Lahko pa, če imate napisano, tudi pošljete. Potem drugo, zakaj, hvala za odgovore, prejšnjič, ko sem postavila vprašanja glede vikendašev, glede na investicijo, ki se izvaja gori na Pohorju, vodovod 2 milijona evrov in tak dalje, zakaj vikendaši na Hočkem Pohorju ne plačujejo turistične takse? Drugo. Tretje bi se pa dotaknil ujme, ki smo jo bili deležni. Februarja je vlada odobrila financiranje obrambe letalske toče, ampak Agencija za okolje ni pripravila še pogodbe. In me zanima, kolikšen delež prispeva občina Hoče Slivnica v ta, ker vemo, da 65% prispevajo občine, 35% pa država, to se pravi Ministrstvo za kmetijstvo, 120 000 prispeva, ostalo pa občine, pa bi rad vedel, koliko pade na nas. Potem pa glede na to, da od februarja na agenciji se ni nič zgodilo, do te naše ujme zdaj, ko nam je uničilo vse. Če ste kdaj bili od takrat v stiku z agencijo, da bi vse poprašali, kako daleč je to, ali ste na kakršnikoli način pospeševali to izvajanje, da bi mi čim prej imeli zopet to obrambo. Tako da prosim za te odgovore. Za prvega bo poslano pisno, za vikendaše se nadzoruje, zdaj bo pa v prihodnje verjetno tudi inšpektorat, to ima medobčinski inšpektorat, pregleduje, bomo pa dali kot to prijavo, da še dodatno, medobčinski inšpektorat sicer ne dela po noči, tako je recimo, rečimo Istra, Dalmacija, mogoče v prihodnje treba dati tudi to pobudo, pa moramo zagotoviti pač več sredstev, pa se lahko to tudi začne konkretno izvajati. Glede protitočne, pa mi smo dobili poziv 25.3. smo dali pooblastilo Ministrstvu za kmetijstvo in podpisali izjavo, da imamo v proračunu zagotovljenih 6 000 sredstev, to, ki je bil naš delež, mislim, da že prejšnjo leto. Potem smo dobili tudi povratnico isti dan, da ministrstvo to dobilo. 22.4. smo dobili obvestilo, da bojo začeli oziroma da izvajajo javno naročilo. Po mojih informacijah, ko se je tu toča zgodila, ker je bilo pač več vprašanj, smo preverili, naj bi, torej, kak je ono obvestilo izbire izvajalca, bilo oddano, letalski center je tudi to potrdil. Pogodba še ni bila podpisana, zdaj v ponedeljek je bilo rečeno, da v petek, dan sem dobil informacijo, da so očitno kljub vsem delom, ki ga imajo, nekdo uspel podpisati, to pa je včeraj ali pa danes, jaz upam, da to drži, informacije nimam. Tako da mi smo tu parirali, mislim, da 68 občin. Danes tudi, ko je bil državni svet v Mariboru, je naš državni svetnik predlagal, bo samo komisija na to temo, sta sicer predstavnika kmetijstva rekla, da 4 občine naj ne bi podale pooblastila, zdaj, ker je ena izmed teh 4 omenil našo občino, sem jaz pol našemu svetniku takoj poslal torej to pooblastilo, ki smo ga dali, tako da očitno imajo napačne informacije, ampak verjetno bo na državnem svetu to obravnavano. Tako da mi smo proaktivni, moj predlog, naš predlog je, da bi se tu ne sklepalo vsako leto, ker to je isto, kot da te decembra ali pa januarja sneg preseneti, ne?
1. maja bi zadeve mogle biti jasne. Zdaj glede na vremenske pojave, mogoče že 1. aprila, pa če je bile 3-letne pogodbe, ne vem, jaz tu ne vidim težave. Prosim? Letna. Letna. Zakon o javnem, ne vem, zdaj mi rekel, mi za WC papir imamo 3-letno pogodbo. Zdaj, če ne gre za protitočno obrambo za 3 leta, te pa ne vem, no, samo razumem, da so oni tam verjetno bolj vešči in pametni, ne. Tako da, glede toče, tukaj, če lahko še nadaljujem, zahvala vsem gasilcem našim, spet je bil zorganiziran štab, vidi se, da gasilsko poveljstvo deluje usklajeno, kljub temu, da niso naši PGD vedno istega mnenja, ko pride do tega, ne vem, zadeva laufa ko vojska, ne bom omenil kera, ampak ena, ki deluje dobro. Tako da se je formiral štab, prvi dan mislim, da je bilo 122 intervencij, drugi dan je bilo mislim, da sem jaz bil okoli 6 dol, je bilo 199, pol so še prihajale, tako da je bilo čez 120, pol kljub temu, da tretji dan je že mimo, pa smo nekako z gasilci civilno zaščito, gasilsko brigado ostalimi rekli, da bi zaključili, so še pol naša 3 društva upravila cirka 20 intervencij v nedeljo, pol pa smo zaključili, ker so tudi klicali recimo vrtna lopa, kjer je not vrtno orodje, pa je bila luknja, so zato klicali gasilce. Zdaj zahvala tudi vsem podjetjem ali pa da ne bom delal za koga reklamo, so se tuji lastniki podjetij, ker več ni bilo purpen, ni bilo vijakov. Smo pol poklicali, pa so nam zagotovili, mislim, da je bilo enih 300-400 purpen porabljenih, ne vem koliko lat, folije je zmanjkalo tudi v vseh teh trgovinah z gradbenim materialom, tukaj nam je civilna zaščita izpostava Maribor pripeljala že v soboto zjutraj, okoli 10 so prišla ta specialna vozila, eno vozilo je pa prišlo že prej. Zbor gasilcev v soboto je bil ob 7, je bilo tu 120 gasilcev z prej omenjenih društev, tako da tudi hrano smo uspeli realizirati, so pa operativci delali torej petek popoldne do teme, celo soboto pa celo nedeljo. Pol smo pa ustavili, ker se je tu izgodilo 1 leto nazaj, mogoče prav, da svetniki veste, zakaj vse nekateri kličejo, ko so klicali na 112, so gasilci tja prišli, pol pa si je ta dotična oseba prosila, če bi mu gasilci fotonapetostne panele na streho znosili, dali kakorkoli, ne. Tudi take zadeve so vmes, pač v mojem imenu, hvala vsem, pa mislim res, dajmo gasilce poklicati, ko je nujno, ne vem, če je drevo čez cesto, jaz nisi dan šel na Pohorje, pa smo bili 3, pa smo ga nekako pol na stran porinili, da so lahko gasilci delali tam, kjer je bolj nujno, ne. Tako kličemo za nujne stvari, ne. Sploh, ko je taka ujma, imajo nekaterim teče nad glavo, je prav, da tisto prej rešijo, kot pa ne vem, če nekomu vrtni lopi lopato smoči. Potem glede azbesta smo dali ponovno obvestilo, če vas kdo vpraša, imamo v proračunu, obrazec je na spletni strani, smo objavili na spletni strani, smo po SMS-ih poslali, torej za naše občane govorim, zdaj če se nekomu to zgodi v drugi občini ne velja, piše not vsa navodila, da se na paleto, meter višine, če več kriti ne se da več, se uviješ v streč folijo, se tisti obrazec izpolni, da se točno se napiše, za kateri objekt gre, da ne bi pač prišlo do tega, da bi od drugod sem vozili, in potem ima vsak pravico za vse objekte z naše občine brezplačno odvoz, to je že nekaj let praksa. Zbirni center še jutri dela do 8 zvečer po dogovoru z direktorjem Snage. O protitočni obrambi pa me že prej gospod Golob vprašal, pa sem povedal, ne, to pač, kaj ne rečem, isto, kot da če te sneg januarja preseneti, ne. Ok, še gospod Breznik, izvolite.
Ja, mogoče še nekaj iz te zadnje vroče teme ali pa zadnje seje, ker smo pravzaprav govorili o motokrosu. Zdaj, ena informacija, mi smo z krajani in pa z vodstvom krajevne skupnosti Slivnica imeli ta sestanek, smo se dogovorili o odprtih vprašanjih, se dogovorili tudi za način komuniciranja in da se bomo pač držali preko vseh nekih inšpekcijskih in ne vem kakih poklicov, seveda v primeru, da se bodo te stvari spoštovale. Zdaj, očitno je, da te stvari kar še tečejo naprej, tako da ali so to posamezniki, ki pač teh stvari ne spoštujejo. Zato bi jaz mogoče predlagal eno pobudo, namreč gre za to, ker skoraj vsi ali pa večina teh krajanov izhaja iz tega kvarterja, tistega dela novega naselja. In bi opozoril še enkrat, da 30. junija 2008 je občinski svet sprejel odlok v 20. členu, ki govori o vplivu hrupa na okolje v tem področju in pa obveznosti investitorja za izvajanje ukrepov, ki te stvari preprečujejo. Zdaj, seveda, investitorji tega niso upoštevali, niti ena hiša nima, kakršnekoli zaščite, kljub temu, da je bila to obveza v odloku in pa tudi v tehničnem delu dokumentacije. Zato bi jaz prosil, če mogoče lahko strokovna služba prouči ta člen in pa njegovo izvajanje, ali imamo inštrumente, s katerimi lahko, na nek način v nekem postopku pač uveljavimo to pravico, da seveda ti krajani iz tega področja svojo obvezo tudi realizirajo. Namreč ravno ti krajani pravzaprav zdaj problematizirajo hrup, kljub temu, da so v tej dokumentaciji oziroma v tem odloku je zelo jasno, na kateri strani oziroma kakva je tudi njihova odgovornost za tovrstno emisijo. Hvala. Tu bi gospodu Brezniku samo odgovoril na ta dogovor. Dogovor očitno ni bil sklenjen. Vi ste se z enimi pogovarjali, z enimi ste se dogovarjali, z drugimi se pa niste dogovorili. Kar se inšpekcij tiče, ne morete vi ljudem reči, da naj se odrečejo svoje pravice, prijaviti nekoga, če mislijo, da je kršena njegova pravica. Postopki na inšpekciji, ko so enkrat stekli, so stekli. In postopki na inšpekciji bojo šli naprej, ne glede, ali boste vi še medli motokros, ali ga ne bojo medli. Vi ste inšpekcijski zavezanec v tem primeru in vi boste pred inšpekcijo mogli pač prinesti vso tisto dokumentacijo, za katero pravite, da jo imate, oni pravijo, da je nimajo, da je nimate, tako da inšpekcija vam bo rešila zadevo. Če imate vse, potem hvala Bogu, ste rešeni. Če pa nimate vsega, potem pa vam bo žal, da niste sprejeli tistega odloka, da ste lobirali proti sprejemu odloka, da, ja, tak je, žal. Hvala. Hvala, mi bomo pregledali, ampak če bi analogijo vlekel naš OPN, občinski prostorski načrt, ki predvideva stanovanjsko gradnjo pa centralne dejavnosti med regionalno cesto pa avtocesto od leta 2014, kasneje je DARS na osnovi evropskih direktiv sprejel uredbo o tej zvočni zaščiti in zdaj na istem območju, kjer je bila deljena pravica lastnikom zemljišč, da tam gradijo stanovanjske objekte, DARS tukaj izdaja negativne mnenje in tu ljudje ne morejo dobiti gradbenih dovoljenj za stanovanjski objekt. Tako da tu uredba je nad našim odlokom,
tako da inšpektor, pa mislim, da bo tu tudi, torej ne vem, ali zakon, pravilnik, odlok, karkoli opredeljuje hrup, tisto, kar bo inšpektor upošteval, tisto je izvršilno, ne. Bomo, mislim, nisem pa jaz pravnik, bomo pa še preverili, pa ja, ja. Zdaj moče eno repliko, namreč... Te pa tam snemamo, gospod Breznik. Seveda, gospod Kravček je bil tudi vljudno vabljen, seveda vsi zainteresirani so prišli, kjer so prišli in seveda tisti so izrazili to voljo, s tistimi smo se pravzaprav pogovarjali. Je pa res, da je bilo večina tistih, ki seveda so neposredno bili glasni oziroma so neposredno te stvari izpostavljeni, so bili tam in mislim, da smo se v enem kulturnem dialogu in razumevanju en drugega uspeli pogovoriti, dogovoriti. Zdaj, kako si kdo razlaga, mi smo tudi en zapis temu naredili, seveda tu ne gre za neke obligacije, tu gre za nek fair play, ker obligacija, tako vemo, nihče nikomu ne more kaj preprečiti, kakve pravice. Mi smo se pač dogovorili, da v primeru, da ne bo prišlo do kršitev dogovorjenega, seveda ima vsak pravico, da na nek način išče svojo pravico tam, kjer jo lahko. V primeru pa, da bomo se držali svojega tega dogovora, tudi tisti izvajalci in pa na drugi strani pa seveda se bomo vzdrževali tovrstnih dejanj. Ni pa to nobena prepoved ali pa kako drugače, ker to je dogovor. Na koncu koncev civilna iniciativa nima nekega vodja, ne vemo, s kom bi se pogovarjali, vsi so, pa noben ni, pa tako da je zelo težko, bi rekel, ta dialog voditi, ampak seveda bil je pa tudi predsednik krajevne skupnosti tam, ker je pravzaprav tudi aktivno sodeloval in mislim, da lahko potrdi, da smo korektno speljali, bi rekel, to obvezo. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, s tem zaključujem 12. redno sejo. Aha, še mogoče, jaz se opravičujem, ena zadeva. Pred 3 meseci je prišel en razpis za sofinanciranje fotonapetostnih elektrarn za lokalne skupnosti. Prvi razpis je bil, mislim, da konec aprila, naslednji rok je 1.9., ker mora biti tudi kritična masa, torej pridobljene energije, smo se združile občine Duplek, Rače, Fram, Starše pa naša občina, smo opravili tudi sestanek, poiskali izvajalca, ki nam bo pripravil ustrezno dokumentacijo, torej elaborate, vloge za soglasja, gre za 37 objektov v vseh občinah, kjer bi načeloma zagotovili to, če bo Elektro Maribor izdal dovolj pozitivnih soglasij, ker se veste, ne vem, jaz sem doma dobil negativno, ne gre, ker je preobremenjeno, ker na območju Elektra Maribor je več individualnih fotonapetostnih elektrarn kot v celi Sloveniji. Dogovorili smo načeloma tudi, če dobimo negativno, če prosimo za 10 kW, pa je 5, da nam odobrijo 5, pa pol vidimo, ali se ekonomika splača še s hranilniki energije. Tako da tu nam gre, bom rekel, na škrge, če bo šlo zadeva skozi, torej do konc meseca morajo biti vsi elaborati. Elektro Maribor bo probal v enem mesecu za vseh 37 objektov zadeve preveriti. V 10 dneh se pol naredijo PZI, sočasno se v 14 dneh, ker mislim, da od teh 37 objektov so 4 Zavod kulturna dediščina, to bomo začeli tudi vzporedno preverjati, ali je tam možno narediti fotonapetostno elektrarno. DIPE bi pripravili pol v naslednjih 10 dneh do 20.8., hkrati še statično požarno presojo, zdaj pač glede fotonapetostnih statično zaradi ostrešja požarno pač povsod ni dovoljeno. IP bi bil 26.8., projekt pa je treba oddati 1.9., tako da bomo takrat dopisno ali pa izredno sejo sklicali. To naprej povem, da nam tu vsem 4 občinam voda teče v grlo, sofinanciranje pa je 750 € po kilovatov. Če ni hranilnikov, je to skoraj 100%, ne? Samo moramo pa še to ugotoviti, ponekod bomo dobili, je možno, če zgradite, ne vem, kablovod 100 metrov, moramo videti, ali je v javnem dobro ali ni, tako da tu bo šlo na škrge, pa vas prosim za razumevanje. Zdaj, upam, da nam uspe, ker na 3. razpisu pa je več ne bo denarja. Hvala lepa.